Zdaj se bomo nekaj časa ukvarjali z basnijo. Basen ni kakršnakoli zgodba, je v bistvu posebna zgodba, ker v njej nastopajo živali namesto ljudi. Ampak ni pa čisto brez zveze s človeškim svetom, ravno nasprotno. In da boste si lažje predstavljali, kako zveni ena prava basen, vam bom povedal basen, ki sem jo izvedel, ko sem bil star ravno toliko kot vi, v natančno taki obliki, kot bom jo zdaj povedal. Mene je navdušila takrat in še vedno mislim, da je to najboljša basen. Njeno originalno ime je Mačka in miš. Ampak jaz sem jo slišal malenkost razvito, malenkost izboljšano in takšno bom tudi povedal. Bilo je mrzlo zimsko jutro. Na pašniku je stalo drevo in na drevesu je sedel vrabček. Ker je bilo zelo mrzlo, bi lahko rekli, da je primrznil na drevo. Njegove tanke nožice so se oprijele veje in tam zmrznile. Sam vrabček je bil še vedno živ, ni se pa mogel več premikati in je komaj čakal, da nastane jutro, ko se bo zrak ogrel in bo on lahko odletel. Ampak zgodilo se je nekaj drugega. Malo je zapihal veter in njegove mrzle nožice so popustile prijem in je strmoglavil ves trd, je strmoglavil dol na travo. Medtem, ko je padal, vam moram povedati še eno značilnost te zgodbe, da se je po pašniku sprehajala namreč krava. In ta krava je ravnokar prispela pod drevo. Tam je rastel šop trave, ki ga je z veseljem pomulila in sploh ni opazila, da pod njo leži zmrznjeni vrabček. Pomulila je kos trave in zaradi tega, ker je šlo spredaj nekaj notri, je šlo pa zadaj nekaj ven in na vrabčka se je usipal kup, ki mu rečemo kravjek. Bil je vroč, kadil se je in je ubogega vrabca popolnoma prekril. Vrabčka je toplota kravjeka ogrela in z muko je stegnil kljunček iz vrha kravjeka in se začel oglašati. Začel je kričati: na pomoč, ali me kdo sliši, krava me je in 3 pike. Ne morem ven, sovražniki so okrog mene in zdaj so me onemogočili, na pomoč. In slišala ga je mačka, ki je hodila okrog in je se, kot veste, kot vse mačke znana po tem, da ima na poseben način rada in miši in tudi ptiče in še kaj. In je prišla do njega in mu je rekla: ptiček, kaj se ti dogaja? Rekel vrabček: sovražna krava me je napadla s svojim kravjekom in zdaj ležim onemogočen. Prosim te, reši me. In mačka je rekla: to meni sploh ni noben problem. Vedno sem tukaj za svoje prijatelje. In vrabček je rekel: še dobro, da imam tebe, mačka. Reši me. In mačka je stegnila svoj dolgi krempelj, ga zataknila pod perutjo in ga potegnila ven iz kravjeka. In takrat, ko je potegnila vrabčka ven, je ugotovila, da je pa ona še vedno mačka in je lačna in bi se malo okrepčala. In ga je pojedla.
In preden ga je pojedla, in je vrabček žalostno, tragično preminil med njenimi čeljustmi, je skozi njegove možgane šinila misel. Pravzaprav ni bila samo ena misel, bile so 3 misli, ki jim rečemo poante. Prva je bila: ali je krava res bila moja sovražnica? Ne. Zdaj vem, ni vsak, ki te pose in 3 pike, tvoj sovražnik. Potem je minil še delček sekunde. In skozi njegovo glavo je šinila druga misel. Ali je bila mačka res dobra prijateljica, ko me je potegnila ven iz kravjeka? Ne. To pomeni, da ni vsak, ki te iz DR potegne, tvoj prijatelj. In še tretja poanta je prav v zadnjih trenutkih ugašajočih možgančkov šinila, in to je bila: takrat, ko si v DR, nikar ne kriči. Prišli smo do konca.